Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Glede na to, da si ti komaj prišel, ja? Poglej. Glej. Vse najboljše za te, vse najboljše, dragi Marko, vse najboljše za te. Si morda mislil, da smo pozabili? Hvala lepa. Bravo, Marko. Hvala. Kako lepo barvo si dobo. Ja, hvala, Anja. Ampak to še ni vse, dragi Marko, namreč veš, da je tukaj cenjeni kolega Matej Regent, ki si zasluži tudi pravo podlago, tako da izvoli, Matej. Ja, Marko, veš, da ne gre brez tega, ne? In že naslov ti bo všeč. Za Marka. Kaki majmun. Zdaj, ko 35 šteješ, življenju lahko se že nasmeješ. Z glasom veliko si dosegel, meje Gasteraja že zdavnaj presegel. Šelenivci te poznajo, saj na 60 metrov boljši čas imajo. Postal odrasel si moški, pazi s hrano, da ne zrastejo ti joški. So že? Vemo, da pravi si gurman, zadovoljite tudi pohan puran. Sicer redko si bolan, dostikrat zaspan, morda ker nosil širok si uhan. Kaj to veš? Rojstnega dneva rad ne praznuješ, s tem zgolj sebe kaznuješ. Objemov sigurno dobil bi veliko, poljubov na vrat danih z odliko. Naj živi naš Marko Fras, ki v sebi nosi metalski stas. Marsikdo želel, njegov bi si glas. Vse najboljše, Marko. Bravo. Tretji razred, Regent. Četrti. Ja, hvala lepa. Hvala. Tako, imamo še enih vrsto daril v bistvu pripravljenih, tako da, če si mislil, da si se izognil s tem, ko si vzel dopust, si se žal zmotil, kot že mnogokrat v življenju. Vidim, da si moram za en mesec zeti, da boste pozabili vmes. Ne vem, če. Tako. Ja, nič, gremo gledati. Hvala lepa. Kaj še in kdo vse še te zunaj čaka, ker tudi 9 skritih gostov. Lahko grem domov, direktor? Ne more. Tukaj je tudi humor na 2 nogah, včasih na 3. Tine Križanič, Tine. Lepo zdrav, Tine Križanič. Zdravo. Servus. To Tine. O, Fras. Čuj, Fras. Okay. Mož pa žena sedita pri kosilu. Pa reče mož, Majda, kako umr se, šokala za mano? Sva se bom, tako več, za vsako bedarijo jočem. Kaj si ti, ja, malo. Ne vem, če si nadgradil ti to slabost. Kaj si ti? Tinetovi najslabši vici. Nova rubrika najslabša. Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna Geder, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si. En nov trend se je pojavil na družbenih omrežjih, tokrat presenetljivo ne prihaja iz ZDA, pač pa se je začel pojavljati v več evropskih državah, najbolj v Belgiji. In sicer to, da mladi pač normalno hodijo po ulici in v rokah nosijo likalne deske. Sta že videla? Prosim. Če nismo iz Belgije. Pač greš, pa imaš desk. Ja, pa vozijo si jih na biciklih, pa tak. Pač. Nič. Tudi ne izgleda kaj drugače, da je bilo karkoli. Ljudje so se spraševali, ne, mogoče kakšna marketinška zadeva, pa pač kaki urbani trend. Ne, razlog je zelo preprost. Nosijo si jih tisti, ki gredo na rave ali pa kakšno ulično zabavo in likalno desko uporabijo kot barsko mizo. Cool. Iznajdljivo. Kako pa je to v gužvi, pol vsi. Mogoče si tako več placa narediš, ne? Ja, svojo mizo poleg. Pa lepo so, če se gor nasloniš, ni ravno ziher. Pa mislim, pa vse vem, da dejansko obstajajo tudi mize, ki jih lahko zložiš, si, ne, pa neseš. Zakaj mora zdaj imeti
Likalno desko. Zanimivo. Ker to vsi imajo. Mizo si moraš kupiti. It, ne, posebej. Ja, Ja, super. Morda pa tudi v Mariboru. Kmalu. Tako, jutri ima, da prideta z likalnimi deskami. na biciklu. Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? Lepo zdrav, 10:13, profesor, servus. Profesor. Pa čakaj, pardon, ja. Happy birthday, to smo že, ne? To smo že, hvala. Ne, pač. Kaj? Nič, ne morem verjeti, da si tak mlad, no. Oziroma, ne morem verjeti, da sem jaz tak star, to je bolj... Vse še ni take sile, sad. Ni še, ne. Nisi še 60. Zdaj, ko sem ti čestito, si prijazen. Ja, nisem daleč. No dobro, ajde, potem drugič. Leto 81 se je pisalo, ko si ti še nisi niti bil v planu, verjetno, ne? Ne? Čez 10 let je bolj bilo Rusvajs, ne? Koliko si ti bil veliki, ko si se rodil? Imaš šta podatek? 51 cm. To sem jaz, ko sem prvi razred, to sem koliko bil. Ok, leto 81 se je pisalo, blondi so bili takrat še skupaj in na lestvicah. In ena zanimiva skladba so naredili takrat, ki so jim fani ful zamerili, ker oni so bili kao rockeri, ne? In oni so naredili rapčer oziroma en rap komad. To je bilo takrat še v povojih in kaj je zdaj to, ne? To je bila v bistvu prva pesem, ki je prišla na prvo mesto Billboard lestvice in je imela rap del. Torej, prej so že delali nekaj, ne? Ampak niso nikoli prišli na prvo mesto, Grandmaster Flash, Curtis Blow in ostali. No, to so pa bili prvi, ne? In to kar hecno, ne, da so blondi prvi band, ki so z rap komadom, rap v narekovajih, prišli na prvo mesto. Debbie Harry je odrepala ta del, ki je bil v bistvu kar nekaj. Samo da se je rimalo. Res, če poslušaš besedilo, ono, kaj ona govori, ali je bila na nečem, ali brez veze. Glavno pač rap je bil, ne. No, za tonom disko glasbe so utonili v pozabo. Leta 82 so še rešli in proti koncu milenijuma se ponovno združili in leta 99, 20 let po prvem number one hitu Heart of Glass, ponovno osvojili vrh z Marija. Ampak to še ni vse, namreč zdaj nekje te dni bi naj, ker so rekli Spring 2026, naj bi šel novi album z naslovom High Noon. In ja, upamo, da bo kakšen hit izpel. Ja, zanimivo je bilo, da bi spet flikali, ne? High Noon oziroma Majmun. Ja, recimo. Debbie Harry, nima grede, je lani julija, 1. julija napolnila 80 let. Ne? In hecno je tako, pogledaš, sem še jaz bil pokavec. Ja, tebi bi lahko bila mama. Ja, recimo, ne? Ampak to je bila ona blondna. Ja, ti pa ne zelo stari sin. Dobro, ne, zdaj se žali, ne, ker ima raz rojsten dan, oziroma je imel, ne, in smo v pozitivnem duhu. No, pa takrat si rad spremljal ta band tudi iz drugih razlogov. Ja, bravo, to so bili pa slike noter, pa pol posteri, pa veš, da se nalepiš. Pač. In je bila ona, pač frontbanka blondna, ona, ne. Vse je bila dobra, ne, vse ni, zdaj pač malo starejša, ne. Ja, še, kaj začeš? Ja, nastopila je, mislim, par let nazaj na enem festivalu. To je že bila blizu 80. Tu na Pobrežju? Ne, zdaj take špegle imela, veš one kot Daft Punk, ko so zaprti dol, ne. Z razlogom. Ja. Tako bi Frac mogel celit zdaj imeti. Da, celo faco zakrije, ne? Ja, to ja, onega. Ja, čelado. Spet je čas, da najmlajša kmečka ženica v Sloveniji da kak na svet. Anja Škrlec, lepo zdrav. Zdravo. O, Anja. No, imaš kaj za naju dva in za poslušalke in poslušalce? Imam in tudi tokrat bomo ostali v kuharskih vodah. Ok. In sicer ne vem, če ste vedela, ampak pri kuhanju nikoli prvega v posodo oziroma ponev ne smeta dati česna. No, to pa zato, zaradi tega, ker veliko ljudi naredi to napako, da olje, pa potem direkt česen, ja. Ampak ta se takoj zažge v bistvu in postane tudi tak grenak. Ja, in ne da pravega okusa hrani, zato ga vedno, k jedem damo nekje na sredini ali pa na koncu, da pride do tiste prave arome, do tistega pravega okusa. Ok. Hvala, Anja. Vse mi je to že zgodilo. Ja. No, vidiš. Ja. Dobre, bom dal pol.
Upoštevaj ta nasvet. Naslednjič, ko boš kuhal, ne? Tako, hvala lepa, Anja. Hvala, Anja. Ko se mi pa to zgodi? Kaj pa te zdaj to je? Ni me bilo v soboto, pa moram dati ta gnev ven. Ne? Za nazaj? Ja. Okay, izvoli. Ko ima čisto vsak, ama greš čisto vsak kos posode, ki jo imaš doma, neki del nekje, kjer ko ga trofi voda iz pipe, špricne po celem koritu, ven z korita, po tleh, pultu, po hlačah, vse povsod ono. Pa čisto samo malo previdno. Ja. In je cela kuhna mokra. In tam zadnji dol teče, že po ploščicah, pa vse da pol hodimo, kol pa pivna. To samo? No to je. Dobro. Lep dopust si imel, vidim. Ko se mi pa to zgodi? Prav, glede na to, da te v petek ni bilo, imam tukaj za tebe petkovo zabavno dejstvo, ki je bilo tokrat v domeni Anje Škrlec. In, no, dajmo prisluhniti, dajmo spomniti. Okay. Staro ljudsko izročilo pravi, da ko prvič spomladi zaslišiš kukavico, moraš pri sebi imeti denar ali pa vse kak kovanec, ker to pomeni, da boš imel celo leto denar in srečo. Denar moraš stisniti v roki ali pa samo malo tak v žepu požgen, kako bi rekla, potresti. Ja, malo tak. Ja. Tako. Požvenkljati. Ja, hvala. No, Okay, in zakaj se o tem pogovarjamo? Zato, Anja, ker sem danes slišal kukavico zjutraj. Res? In v tistem trenutku sem v žepu imel denarnico, in z njo primo in z not v žepu naredil. Aha, tako, da pa bo. Torej še boš nama nekaj dal. Ja, kaj bo ta? Ja. Nekaj bomo, ne? Bomo razmislila. In je spet čas, da se gremo najpopularnejšo računalniško, telefonsko, pisarniško igro na svetu. Zabavno, poučno, izobraževalno, vse v enem. Okay, kak poteka? Tako da skočite na Wikipedijo, zgoraj levo so 3 črtice, stisnete in kliknete na ključno stran, pa vam vrže nekaj ven. Ne? Ali pa, ko ste na Wikipediji, samo stiskate na tipkovnici Alt plus X in se ves čas generira nova naključna stran. Tako. Anja, izvoli, bodi prva. Ja, sadovnjak je nasad dreves ali grmičevja, ki je namenjen pridelavi sadja, lahko pa tudi oreščkov. Beži. Ja, največkrat gre za sadno drevje, torej kjer gojijo sadje za prodajo. Sadjarstvo je v Sloveniji tradicionalna dejavnost, od vseh drevesnih vrst pa je največ jablan. Ja, to pa sem vedel. Jaz tudi, ker se kam god greš, imajo jabke. Ja. Predvidevala sta. Ne, res. Ne. Jaz sem še obiral jabke en čas. Jaz pa slive. Pravo. Za denar. Jaz pa grozdje. Vidiš? Za denar? Za denar, ja. Zdaj smo smotali, nemo za stojn, tako ti slive hodo nabirati. Ok. Za brez vez. Kaj je tebi vrglo ven? Marsikaj. Jug je moja dežela. Kaj? Ne vemo, ne? Nimamo pojma, kaj je to. Prvič slišim, jaz tudi. Če še vama po portugalsko. Osul é o meu país. Okay. Gre za separatistično gibanje, ki zahteva neodvisnost brazilske južne regije, ki jo tvorijo 3 regije. Kaj? Ja, rade bi se odcepile. A to še je, to ni to zgodovinska zadeva, nekaj, to je v teku. To se še dogaja. Referendum so imeli 2016, okay. Neuradnega. Dobro, a to je sreča. Zanimivo. Pa zastavo imajo svojo. No? Okay, meni pa je ven vrglo na ključni sprehod. Včasih znan kot pijančev sprehod je v matematiki stohastični proces, ki opisuje pot, ki jo sestavlja zaporedje naključnih korakov v določenem matematičnem prostoru. Za osnovni primer so tukaj napisali, je recimo na premici celih števil, ki se začne pri nič in potem se na vsakem koraku premakne za +1 ali -1 z enako verjetnostjo. Tako da nikoli ne veš, ali bo šlo naprej ali nazaj. Ti bi mogel biti matematik, prosim. Ja, res. Ker ti vedno nekaj matematičnega. To še manjka. Ali pa je mogel začeti piti.
Bolj. In je čas, da si zastavimo vprašanje, ki ne zahteva nekega, ne vem kakega odgovora, pač enega. Ja. Kaj si danes videl? Oziroma, kaj si danes videla? Tako. Jaz začnem? Anja, izvoli. Ja, hvala. Jaz sem videla enega moškega na skiroju, ki je prehiteval avto. Ja, skirojem je prehiteval avto, ampak ne, ni bil avto počasen. Moški na skiroju je bil zelo, zelo hiter, pa imel je tudi zvočnik, pa muziko. Že na vse zgodaj zjutraj. Je imel čelado vse? Ja, je imel čelado, tisto tako motoristično bolj. Vsaj nekaj. Ja. Ok, kaj pa ti, Fras? Jaz sem pa videl zaprt pločnik, gradbeni oder in 100 žaklov lepila poleg. Svetovno. Super. Kaj pa ti? Kaj te briga? Fras in Medvard in Fras in Medvard šel.